Živijo. Tukaj vam, preden pride Eveljana, sporočam, da je Društvo za srečno življenje Belis včeraj imelo 5. izredno sejo upravnega odbora Društvo za srečno življenje Belis, se pravi 17. 3. 2023 v prostorih Elis Center Ljubljana, Petkovškovo nabrežje, 1000 Ljubljana. Upravni odbor je odločal o 3 točkah, in sicer v prvi točki je zaradi osebnih razlogov odstopil od funkcije predsednika nadzornega odbora dosedanji predsednik, gospod Štefan Hudobivnik. Prosil je za odstop iz osebnih razlogov, ker pač ima situacijo v življenju. V drugi točki smo potrdili novega predsednika nadzornega odbora in mu bomo danes čestitali. Sprejel je funkcijo in novi predsednik nadzornega odbora Društva za srečno življenje Belis je gospod Boris Urh. Boris, iskreno čestitamo in hvala, ker si sprejel to zahtevno funkcijo. Iskrena hvala, Boris. Evo, to. In tretja točka, ki jo je sprejel upravni odbor Društva za srečno življenje Belis, to pa je, da bomo imeli 25. 3. 2023 ob 18. uri zvečer, 3. občni zbor in vabilo sem pa potem že tudi povedal, da imate, prosim, rezervirajte si čas, to zanimivo, kjer bomo naredili pregled kompletnega dela. Sklep, ki ga upravni odbor sprejel, navzoči predsednica Eveljana Belis, namestnik podpredsednika Dejan Markovič, blagajnik Mihael Belis so na izrednem sestanku upravnega odbora soglasno sprejeli odstop dosedanjega predsednika nadzornega odbora Štefana Hudobivnika na podlagi 31. do 37. člena statuta Društva za srečno življenje Belis. Soglasno je bil za novega predsednika nadzornega odbora potrjen gospod Boris Urh, aktiven član Društva Belis, s katerim se je opravil razgovor in predlagana funkcija je stopila v veljavo 17. 3. 2023. Iskrene čestitke, toliko, da smo vas obvestili. Tukaj imamo potem pisno odstopno izjavo od gospoda Hudobivnika, ki mu na njegovi poti pač želimo vso srečo. Prisrčno iskrena hvala vsem, ki podpirate delo društva, ki podpirate, da ozaveščamo drug drugega. Imamo različne talente. Nekje je dober v poslu, nekdo je dober v učenju, nekdo je dober v športu, nekdo je boljši v govorjenju, nekdo je boljši. Različne talente imamo. Da se ti talenti lahko realizirajo, potrebujemo drug od drugega podporo, zato da lahko kot družbena celica, kot društvo ali pa celotna državna skupnost seveda sploh funkcioniramo. Zato je potrebna podpora talenta, ki ga nekdo pokaže. Ko pride otrok v šolo in mu to zatrejo, njegovo željo, da ti nisi sposoben, da tega pa že ne boš delal, da boš delal to, kar jaz rečem, ne to, kar ti želiš, je najhujša tortura nad telesom in nad dušo, ko ti zapre željo, ko bi želel postati nekdo zdravnik, pa ne more. Nekdo bi želel postati nogometaš, pa ne more. Različne stvari so. No, in iskrena hvala vsem, res iskrena hvala, ki imate blagoslove na nekem področju in ki podpirate delo društva na kakršenkoli način. Tukaj čutimo žalost, v društvu čutimo veselje, čutimo podporo, čutimo vsako gibanje, nihanje. Verjemite mi, da prihaja preko e-mailov, telefonskih klicev, SMS, raznih sporočil in tudi obiskov, nič manj, kakor v letu 20 ali 21, ko je bilo najhujše zatiranje, sedaj ne prihaja nič manj prošenj za pomoč ali otroka pri zdravniku, ali otroka v osnovni šoli,
ali v službi. Ljudje ravno tako odpuščajo, še vedno v zdravstvenih domovih zahtevajo obupne maske. Stvari se še kar dogajajo, kot da se ni nič spremenilo. V bistvu hočejo to agendo nadaljevati. Jaz se čudim, ker ne morem verjeti, ko stopim na ulico, tega občutka nimam. Ko se usedem v pisarno in zazvonijo telefoni in ko me ljudje pokličejo, pa si mislim, čakajte, ali jaz živim na drugem planetu. Tako da gledajte, stvari moramo urediti in v družbi zahtevati, da se to enkrat zaključi. Ne more zdravnik nekomu postaviti pogoj, da bo imel masko, sicer ne bo prišel na pregled. Pa kam smo prišli? Protiustavno zahtevamo postavi doktor. Državni uslužbenec, ki je v državni službi, ki bi mogel prvi zakon spoštovati, krši zakon, je za koga? Kdo mu to naroča? To so te ošiljene zadeve, ki bolijo. Ne samo mene, posebno tistega, ki ne pride do storitve. To je hudo. Torej, še enkrat iskrena hvala za podporo, delamo naprej. Jaz bi pa povedal nekaj, imamo tukaj tole letno poročilo, ki ga jaz pripravljam že nekaj časa, skupaj z ostalimi člani upravnega odbora in drugimi člani in bi vas povabil. En teden je časa, takole bi vas prosil. Z ene strani, Mihael, Iviljana in vsi tle, ki delamo skupaj zraven, in aktivni člani, vidimo društvo z ene smeri, marsikdo vidi pa od naših članov društvo z druge smeri. In ga tudi občuti ali ne občuti, ampak zdaj smo pa že toliko časa skupaj in se tudi poznamo, če bi kdo želel. Lejte, to bo ostalo zapisano. Jaz predvidevam, ne vem, kaj to je v nastajanju, da bo tam cirka med 50 do 100 strani poročilo o tem, kar smo počeli, mogoče tudi malo za naprej, kaj bomo še počeli, ampak v glavnem poročilo za leto 2022. In če bi kdo od vas želel napisati prispevek, poročilo, kako je on doživljal kot član društva, kakšni so njegovi vtisi, kaj lahko društvo še boljšega naredi, česa je preveč, česa je premalo, kaj bi se dalo storiti, tudi vizijo ali kritiko ali vse, bomo to vključili in ta zvezek ostane. To ostane zapisano. Kdor bi želel se vključiti, do recimo četrtka prihodnjega tedna pošljite članek, pošljite idejo ali pa obvestite, da boste naredili stran, 2 strani, 3 strani, zapišite lahko karkoli. Tako da dobrodošli. Jaz bi želel, da čim več članov vključenih, da bi to poročilo odražalo naše skupno delo. Torej, moj del je, da naredim računovodski posel in da tukaj noter povem, koliko smo prejeli denarja v društvu, koliko ga je kam šlo in to je kar del. Mi smo to že januarja na kratko naredili, zdaj delamo to bolj detaljno in je treba to spraviti v grafe, zapisati, kar ustno poročilo smo 7. januarja dali na Zoomu, zdaj bomo pa to uradno na 3. občnem rednem občnem zboru naredili in bomo tukaj noter povedali stvari, za katere se vam sanja, kaj vse bo prišlo na spored. Toliko zdaj z te moje strani o tem. Povejte naprej drugim članom, da imajo možnost kaj napisati, poslati na naslov društva. Naslovi so tukaj v tem vabilu, ki sem vam ga danes po elektronski pošti poslal. Zdaj naredimo pa 15 minut pauze, potem bomo pa zavrteli ta nocojšnji film, ki govori o IHR5. Človek je to 2 meseca preučeval. Podnapisi na filmu so v hrvaščini. Upam, da vas ne bo preveč motilo. Film je pa izjemno, izjemno bogat film, komentar, pogovor, intervju in človek pove stvari, na katere se moramo globoko zamisliti. Vse ti pokažejo, vse ti povedo in če si ignorantski in se delaš, kot da tega ne vidiš, da ti jemljejo pravice, v društvu to budno spremljamo, kolikor smo sposobni, kolikor lahko. In nekdo, ki zamahne z roko, predvidevam, da je že napol mrtev ali se pa strinja z vsem, kar mu bodo počeli v življenju naprej, njemu, njegovim otrokom in za prihodnost. Mi nismo v tej vrsti, mi smo samo svoji, opazujemo,
in predlagam, da jemljete stvar resno. Pridejo trenutki, ko imaš 10 let zabavo, ampak potem pride leto ali 2 delo. A veste, včasih so delali 12 mesecev, potem so pa cel 13 mesec so praznovali. Nam so pa to obrnili, nam so dali pa 100 let praznovanja ali pa rečemo 50 let po drugi svetovni, 70 let, ne, zabave, nogometnih tekem, TV šov, good life, dobri avti, dobre ženske, fajn vikendi, lepi dopusti, vsega dovolj. Ampak 2020, a ne, se je začelo spreminjati in nekateri še kar živijo v iluziji tistega prejšnjega. Tega je konec, treba se je zdajle zavzeti, zbuditi, v globini duše se zamisliti in posredovati informacije naprej in prebujati ljudi. To je tudi naše poslanstvo. Torej, dovolj je bilo za danes, lepo je bilo z vami, lep večer je bil, informativen, hvala za vse pohvale tukaj gor, tudi na chatu. Hvala tukaj v prostorih vsem vam, vse dobro in vsi, ki ste še nocoj z nami, iskrena hvala za potrpežljivost, pa za vse, kar počnete, ker vaša prisotnost je najbogatejša v tej stvari. Druga stvar, ki je najbogatejša, je pa vaše znanje in zavedanje, ki ga znate deliti z vašimi bližnjimi in z nami v društvu. Se vidimo naslednjo soboto, ne pozabite, to je tako imenovan, rečejo, materinski dan. Prinesite kakšne rožice, a ne, svojim mamam, otroci, ali bodo otroci tudi vam prinesli, mi bomo prinesli rože tukaj, a ne. Lepo se bomo imeli, ampak bomo tudi nekaj lepih pametnih stvari povedali. Hvala vsem, lep vikend seveda, čudovito delovni teden, veliko sonca. Ta teden je enakonočje, kjer se potem seveda začne dan daljšati. Tako da vse lepo in se vidimo. Hvala lepa za nocoj.